Z razvojem sodobnih, hitrih in udobnih prevoznih sredstev, avtomobilov, vlakov in letal, vse več ljudi potuje in odkriva svet. V Društvu gluhih in naglušnih Celje redno prirejajo potopisna predavanja, preko katerih člani spoznavajo tudi bolj oddaljene kraje in kulture. Potovanju. Zagotovo potovanje so nekako del odkrivanja samega sebe, kajti v tem času med potjo imaš čas, da sam sebe veliko bolj spoznavaš, hkrati, da spoznaš neko novo kulturo, neke drugačne načine življenja, ker se potem marsikdaj zamisliš, predvsem ko primerjaš, pri nas pa tako, pri njih živimo tako, pri njih živijo tako. In ravno takšne stvari te potem naredijo veliko bolj bogatega in veliko bolj ceniš tudi, kaj sploh imamo v Sloveniji. Zdaj štirikrat sem obiskal mojega brata v Franciji, to, da je res to lepo doživetje, da sem videl Francijo, Švico, tako lepe pokrajine so gor, malo pa tudi Nemčijo. To je bila prva punca, ko je v Nemčiji, sestra je v Švici. Tako da sem tu bil 14 dni, recimo, ko sem v Franciji, sem vlak, pol pa so bili francoski franki, pol me je bilo pa strah, sem pa čisto francoske franke noter dal v plastično noter po čevelj. Noter sem nobu, da sem dal v čevelj, da bi... Vsi pravijo, kako je nevarna, verila, kokain, 3-krat sem bil tam, nimam ene slabe izkušnje, samo pozitivne izkušnje, nek posebni temperament. Potem Pakistan, na tapeti, po domače rečeno, zaradi terorizma, ko si tam nenormalno prijazni ljudje. Jaz vedno pravim, če si v napačnem kraju, v napačnem času, tudi Slovenija, ena mala vasica nevarna, če pa pokažeš tudi neko pozitivno energijo do ljudi, pa tudi svet ni več neki wow, kot je mogoče marsikdo mislil. Zakaj potujem sam? To mi daje neko svobodo, ki je mogoče drugače preko agencije ali pa nekaj skupine potoval, ne moreš, če mi nekje všeč, v enem kraju ostaneš več dni, če ti ni všeč, če greš isti dan naprej. Tudi ko si sam, več nekako iščeš po komunikaciji, več ljudi spoznaš, veliko bolj si odprt do druženja z domačine, z popotniki, marsikdaj je to neki tisti pravi čar avanturizma. Če želje z obeh strani se prevede nekako sporazumela. Malo angleško, malo kanje jezik, malo mimika obraza, potem roke, tako. Mislim, da od ljudi boš ti največ zvedel na neki poti. Če greš, ne vem, z agencijo, to je neka turistična zadeva, te peljejo v lepe kraje. Če si pa v lastni režiji, pa kot jaz potujem,
potuješ z lastnimi prevozi oziroma potuješ z lokalnimi prevozi, ješ na ulici in na ta način potem res poznaš deželo tako v lepi luči kot v slabi luči. To mene zanima, realnost. Se mi zdi, da na vsakem potovanju že prije ideja za neko novo potovanje, spoznaš tega, on je potoval tam, svilena cesta, Afganistan, ne vem, Centralna Amerika, Aljaska, Kamčatka, Sibirija, se pravi, ideja je vedno dovolj, ampak vse je bolj povezano z denarjem, kajti tako, ko reči, v bolj odmakljene kraje niso več tako poceni, marsikaj moraš iti organizirano, dobiti dovoljenja, ali so kakšni posebni prevozi, ker pač ni javnih prevozov in glede tega, ker precej povezano, glede na to, kam bi želel in potem kam dejansko grem.